Pozdravljeni v podcastu iz centra Ogol. Oddaja namenjena vsem, ki želite nogomet spoznati poglobljeno in strokovno. Igor in Nace bo v center postavljala goste z področja nogometa in športa nasploh. Najbolj razširjena igra na svetu je veliko več kot le zmaga in poraz. Vabljeni, da z nama spoznate vse, kar nogomet ponuja. V primeru, da so vam oddaje všeč, vas vabimo, da nas všečkate in sledite na vseh pomembnih podcast platformah, kot so Spotify, Deezer, Google Cast, Apple Podcast, TuneIn ter na ostalih pretočnih vsebinah, ki jih še dodajamo. Najdete nas tudi na Facebooku in YouTubeu, kjer bomo veseli vaših všečkov in vas vabimo, da ste naši sledilci. S tem boste na tekočem z novimi oddajami in dogodki, ob tem pa nam boste pomagali, da bo oddaja še boljša v prihodnje. Vaši všečki in število sledilcev je za nas ključno. Hvala vsem, ki nas sledite in nas še boste. Evo, nova oddaja, Nace. Zdravo. Igor, zdravo. Se veselim novega gosta oziroma nove gostje. Ja, danes nova gostja, nov center naše oddaje. Pozdravljena Petra Mikeln. Zdravo, lep pozdrav vsem. Petra, zdravo. Zelo na hiter. Petra je strokovna koordinatorka na Nogometni zvezi Slovenije, selektorka U19 in tudi skrbi za izbor naših igralk, reprezentančnih igralk na Nogometni zvezi. Hkrati pa še veliko več, kar se tiče dela na Nogometni zvezi in ženskega nogometa v Sloveniji, verjetno, Petra. Ni samo to dvoje, kar smo zdaj našteli. Ja, res je. Dela je ogromno, če ga seveda vidiš in ga želiš upravljati. Tako da ja, vsi skupaj se trudimo, da bi ta ženski nogomet v Sloveniji dvignili na višjo raven oziroma ga malo približali evropskim razmeram. Koliko je zdaj, da se vrne malo nazaj, takrat, ko sem jaz bil tripartitno zaposlen na Nogometni zvezi Slovenije, je vseh ljudi zaposlenih bilo nekje 10 do 12, pa še 5 je bilo pogodbenih. Danes vem, da je na zvezi zaposlenih že proti 50 ljudi, približno tako. Koliko je pa zaposlenih za ženski nogomet? Koliko vas je tistih, ki skrbite samo za ta sektor? Ja, trenutno sva na zvezi skupaj s Tino, se pravi jaz in Tina Kellenberger, selektorka reprezentance U17, obe dve sva seveda tudi v programu panožnih športnih šol strani ministrstva, se pravi, da gre tu prav tako za neko tripartitno zadevo. In pa sekretar, ki pa seveda ga uporabijo tudi za marsikatero drugo stvar. Tako da ja, načeloma sedaj 3 honorarno zraven oziroma pogodbeno pa še nekaj sodelavcev, ki delujejo tako v reprezentancah kot tudi v dekliškem nogometnem oddelku v Ljubljani v Šiški. Se pravi, številka je še vedno tukaj, razmerje je majhno. Precej manjša, ne? Tako. Mi smo se pogovarjali na začetku, da bi se mogoče malo več dotaknili tega svetovnega fenomena, zdaj ženskega nogometa v zadnjih, lahko rečemo, 10-15 letih je zelo veliko propagande in strani FIFA in strani UEFA, pa moramo tudi reči, da je precej več tekem vseeno na TV prenosov, precej več, kot je bilo včasih. Pa ko se tako med sabo pogovarjamo, tudi so tekme precej bolj gledljive. Tako, ko se pogovarjamo, a je gledljiv, ne vem, slovenski nogomet ali ni, pa se vsako leto malo prepiramo med sabo, a je boljši, kot je bil lani ali pa pred 5 leti. Verjetno je zelo podobna zgodba tudi v tem ženskem nogometu, ampak je ženski nogomet zdaj v vzponu, lahko rečemo o tem. Ja, mislim, da nekje v svetovnem merilu je nogomet ženski precej v vzponu. Seveda tukaj je velika zasluga tako FIFA kot tudi UEFA, ker se izjemno veliko sredstev finančnih kot tudi materialnih vlaga oziroma daje v ta razvoj ženskega nogometa. Kljub temu lahko rečemo nekako statistično, če gledamo, igra v svetu več kot 30 milijonov žensk pa deklet nogomet. Seveda je od tega skoraj da polovica odpade na, ali pa skoraj, večina, polovica odpade na Kanado in pa Združene države Amerike.
Preostanek je pa Evropa, se pravi afriške države so tukaj res v nekem pomankanju. Ko pa se pogovarjamo o registriranih igralkah, je pa situacija nekoliko drugačna, ne. Tukaj je pa številka kar precej manjša, okrog 5 milijonov. Tukaj spet prednjačita ZDA, Kanada in pa predvsem zahodna in pa severna Evropa. Zakaj pa sta Kanada pa ZDA v bistvu tako močna na tem področju, glede na to, da pri njih ta soker oziroma moški nogomet niti ni, sicer je vzponil v zadnjih letih, ampak ni toliko popularen spet. V ženskem nogometu pa v bistvu sta glavni sili, a ne? Tako, ja, malo tradicionalno, se pravi tradicija, drug način razmišljanja, odprtost ljudi in pa tudi ta profesionalna liga, ki vseeno nekako tudi marketinško pripomore k temu, da se dekleta mogoče prej odločajo za ta šport kot pa druge. Je to pol obljubljena dežela za nogometašice, recimo tudi slovenske, ko bi si želele v tujino? Marsikatera izmed naših punc, jih imamo že 5-6, mogoče je šla skozi ta univerzitetni ženski nogomet, vendar je potem preboj v to profesionalno ligo kar precej težak. Je po eni strani nekako obljubljena dežela, vendar so tudi evropski klubi tukaj postali izredno močni, tako po finančni plati, kot tudi po kadrovski, po kvaliteti igralskega kadra. Tukaj imamo klube, ki so primerljivi oziroma mogoče še boljši kot pa ti ameriški. Gre pa za to, da je celotna liga profesionalizirana, kjer pa drugod po Evropi nekako še ni tega, ne. So klubi profesionalizirani, ampak da bi bila pa celotna liga, pa stremijo k temu in jaz mislim, da bo tudi v prihodnjih letih v evropskih državah najmočnejših to postalo nekako čisto izvedljivo. Ker ravno letos, oziroma za to sezono, ko se zdaj začenja, je UEFA zelo povečala v bistvu sredstva, ne, za te evropske pokale. Ne vem sicer, koliko tega gre pol dejansko tudi v klube, pa koliko je tam pomoči, ampak mislim, smešno je, ker je po eni strani smešno ali pa žalostno, ker je povečala, ne vem, tako bi rekel, za 6-krat ali celo večkrat ta znesek. Če pa primerjaš ta znesek z tistim, ki se vrti v moški ligi prvakov, recimo, je pa to še vedno, mislim, hecne razlike so. V moški ligi prvakov se milijarde vrtijo, tukaj pa govorimo o desetinah ali pa mogoče stotinah milijonov kvečjemu, a ne. Tako da razlika je sigurno občutna že čisto z finančnega vidika in normalno pa finančni vidik diktira potem tudi kvaliteto, kako bojo klubi lahko delali, pa na koncu kvaliteto nogometa samega. Ja, tu je zdaj res, v tej sezoni so res, tako si rekel, povečali ta finančni vložek oziroma finančni vidik in tukaj bojo klubi, predvsem recimo en slovenski klub prvak, če bo prišel skozi to prvo sito, bo res njegov proračun se lahko dvignil. Mislim, to je v primerjavi s prejšnjimi leti je to res velik denar. Če pa primerjamo to z nekim moškim klubom, je pa to res nek pljunek v morje. Zdaj po eni strani se lahko vprašamo te razlike, ki seveda med moškimi in ženskami, ki izhajajo iz neke zgodovine, že same vloge ženske, po drugi strani pa se tudi lahko pogovarjamo o tem, ali je mogoče pa vsi milijoni v moškem nogometu, ali je to res toliko vredno, ali je to vse skupaj malo precenjeno že. Mislim, to gre res v višave, ne, z leta v leto. Da se zdaj tudi s to korono pa s tem kaže, da je bilo mogoče malo vse prenapiheno. Dolgovi, ko jih imajo ti največji klubi, so res enormni in se bo mogoče malo spustil ta balonček napihenosti ali pa prestrukturiral, kar bi bilo še boljše na koncu. Koliko pa je recimo, če lahko sam tako okvirno, nek proračun enega ženskega kluba v Sloveniji recimo? Ja, tu se tudi klubi razlikujejo od do, ne. Ja, recimo, tu težko jaz govorim o cifrah karkoli, ampak ni primerljivo niti slučajno z neko moško prvo ligo, ne. To ne. Jaz bi tu mogoče eno zanimivost. Pred časom sem en podcast poslušal, kjer je bila gostja Abby Wambach, ena najboljših nogometašic verjetno vseh časov. In so jo v Ameriki pač sprejeli v Hall of Fame in je takrat, vem, da stala, se pravi Hall of Fame športa, in je rekla, da je bila takrat na odru z Kobe Bryantom in je rekla, da po tem, ko je bilo zaključen
pač ta ceremonija, ne, je prišla v hotelsko sobo in je prvič v življenju začela razmišljati, potem ko je odigrala skoraj verjetno 25 let posvetila pač življenje temu nogometu, da koliko je velika razlika med moškim pa med ženskim športom, da verjetno Kobe Bryant zvečer ne razmišlja, kako bo plačal račune za najemnino, za hišo pa za stanovanje, o čemer se je pač ona v danem momentu pač precej spraševala, ne, in da koliko so tu pač velike razlike v zaslužku. Bi pa mogoče samo eno stvar rekel, da tisto, kar si Petra ti prej rekla, ne, 5 milijonov registriranih igralk, ne, če sam za primerjavo damo, ne, Slovenci imamo nekje 4 do 5% delež registriranih igralcev, Nemci, Avstrijci, rečemo, ko so nam verjetno malo bližji, pa Nizozemci imajo pa približno 8 do 10%, kar pomeni na 10 milijonsko populacijo imajo oni skoraj milijon registriranih igralcev, ne. Zdaj, kaj pomeni ta 5 milijonov v primerjavi z vsemi milijoni moških registriranih igralcev, koliko je to pač velika razlika, ne. Pač samo tako malo za intermezzo. Bi te pa vprašal, kako je pa tu Južna Amerika potem močna nogometno, glede na to, da vemo, da Brazilke tvorijo sam vrh, ne, so vedno tu nekje okoli polfinal, final teh svetovnih pa olimpijskih. Kaj pa to pri njih pomeni? Ja, Brazilija kot nogometna država, kot neka velesila, tako v moškem, tudi recimo v ženskem nogometu, čeprav v zadnjih letih sicer uvrščena na vsa velika tekmovanja. Vseeno te igralke igrajo v Ameriki, študirajo v Ameriki, in zato je tudi v bistvu glavnina teh igralk, ki igrajo za brazilsko reprezentanco, praktično se šola ali pa dela svojo nogometno pot v Ameriki. Amerika pa, kot smo že rekli, je velesila in iz tega tudi vse skupaj izhaja. Je pa tradicionalno sigurno izredno na visokem nivoju oziroma visoko in od tukaj potem tudi interes deklet za nogomet. In v državi, kjer je prebivalcev izredno veliko, tudi ženske populacije, seveda potem najdeš talente, ki jih potem piliš, ne. Koliko je pa pol registriranih igralk v Sloveniji? Imamo približno v Sloveniji imamo tam nekje 2500-2600 registriranih igralk. To je številka, mogoče grdo rečeno na papirju, aktivnih je od teh veliko manj. Zdaj v to številko niso zajeta mogoče dekleta pod 10 letom, kajti v naši ligi, bomo verjetno o tem kasneje govorili, v ligi U11 oziroma nimamo niti lige, imamo festivalne dneve, tam dekleta sploh ne potrebujejo registracije in v bistvu jih klubi niti ne poregistrirajo, tako da mogoče je ta številka aktivnih nekoliko večja, ampak vseeno tu govorimo o številki nekje 800, 700, 800 aktivnih nogometašic, se pravi v vseh kategorijah, ne, od 5. leta do članic, kar je malo. Jaz lahko recimo povem za U19, da tukaj praktično je zelo težko govoriti o selekciji. V 2 letnikih se nabere mogoče 60 deklet, ne. In iz tukaj ven potem moraš ti črpati nek kader za nek reprezentančni nivo in se potem pač kosati z velikimi, ne. Res je to mala številka, izredno mala. Zdaj, mi imamo v Sloveniji nekje 280 registriranih klubov, ne. Koliko je od tega, veš slučajno, ne klubov, 280 klubov. Ja, nasploh. Ja. Koliko je od tega, da so samo ženski klubi? Imamo verjetno samo ženske klube, imamo pa tudi neke klube, kjer pač podpirajo tudi ali pa imajo svojo sekcijo ženskega nogometa. Kako imamo to narejeno? Ja, večinoma so pri nas organizirani samo ženski klubi. Se pravi, nekaj klubov je bilo pod moškim okriljem, recimo NK Krim,
prejšnja leta, pa tudi zdaj recimo Primorje, ampak so to vseeno neke sekcije znotraj klubov. Gre tu za manjše klube, ki ne nastopajo v prvi ligi, medtem ko prvoligaških klubov, da bi imeli pod samim okriljem ženske klube oziroma sekcijo žensko, tega zaenkrat še ni. Imamo recimo Olimpijo, ampak ŽNK Olimpija, NK Olimpija, ampak to sta polnoma recimo dve ločeni strukturi, potem smo nista v skupaj. Mariboru, v Mariboru. Lansko leto še NK Tabor, pod Tabor prej je deloval v okviru ženskega kluba, čisto za sebe. Potem so šli pod Tabor in se je izredno slabo, sesulo se je vse skupaj. Tako da vprašanje iz tega vidika, kaj je boljše in kaj ne, vseeno se mi zdi, da je tukaj stereotip nesprejemanje ženskega nogometa. To je prva stvar, druga stvar je pa tudi problem z infrastrukturo velikih klubov. Govorimo zdaj za Slovenijo, za fante imajo težave, samo infrastrukturo, kam jih dati, kje bojo trenirali, potem pa tukaj enostavno dekleta, ni prostora za njih. Tako je razmišljanje. Ne? Ja. V eni prejšnjih oddaj smo pač gostili Dominiko Čonč, sicer se v etru nismo pogovarjali o sistemu tekmovanja, kako ga imajo v Italiji, ne? Ampak je bilo vidno nakazano, da italijanska prva liga ne bo mogla več tekmovati, če ne bo imela tudi zadaj ženskega dela nogometa znotraj kluba, ne. To so zdaj precej močne pritiski iz strani tudi FIFA in UEFA, ne, govorimo o teh velikih klubih, Angleži zelo podobno funkcionirajo, se pravi, da ni klub ločen, ampak mislim ločen, se pravi, da če govorimo o NK Olimpiji, mora NK Olimpija, tako kot je za danes za licenciranje, potrebno imeti od U9 do U19, se pravi vse selekcije, plus zraven tudi ženski del nogometa. Se tebi to zdi, da bi bilo dobro, da se to naredi tudi v Sloveniji, ali misliš, da bi bilo to v tem trenutku zelo težko izvedljivo, glede na število igralk, ki jih imamo mi v Sloveniji? Ja in ne, je tu odgovor moj. Ja, mogoče predvsem zaradi drugih, se pravi kadrovskih stvari, pomoči, seveda, če v primeru, da so moški klubi temu naklonjeni. Če pa je to neka prisila, pa vprašanje, koliko bi bilo tukaj plusa za sam ženski del. Ali bi bilo to samo nujno zlo za moške klube, ali pa bi to res vzeli kot nek plus k neki zgodovini svojega kluba oziroma razvoju ženskega nogometa nasploh. Zdaj v tujini to postaja praksa, tako si rekel, v Angliji, v Italiji, Španija, Francija. Ne. Pri nas zaenkrat jaz se bojim, ali pa mislim, da dokler da ne bo Nogometna zveza ali pa UEFA rekla, zdaj pa tako mora biti, brez tega ne gre, tega ne bo. Še vseeno smo, se mi zdi, da kar se tiče ženskega nogometa, bolj naravnani na nekako ta južni del Evrope in naše razmišljanje večine ljudi je tako, da enostavno, ja, kaj ženski nogomet, mislim, to ni za punce, ne. Se to spreminja, ampak še vseeno, ko ta starejša populacija, generacija ljudi sploh ne ve, da to obstaja. Ne. In tu jaz vidim kot nek glavni problem. Tega ne moramo spremeniti čez noč, se pravi, da bo ženski nogomet pa zdaj top šport. To so koraki, delamo korak po koraku, z določenimi promocijami, s festivalnimi dnevi, ampak nažalost zaenkrat še nekako ni obradilo sodobno. Klubi se trudijo v svojem okolju, recimo eno Radomlje, tudi konec koncev Pomurje, tam vemo, ženski nogomet obstaja. Ko pa gremo izven nekaterih delov, tudi lahko rečem za Koroško, iz katere pač prihajam, interes deklet je, vendar pa tu ni nekega puša od zadaj, da bi ljudje temu pristopili in enostavno začeli delati na tem. Ne. No, se to, ker mi dva imamo z Igorjem recimo direkt izkušnjo tu v NK Rudar, ko smo bili, smo poskušali upeljati v bistvu počasi eno žensko selekcijo, in sicer predvsem preko recimo teh otroških nogometnih šol in krožkov po šolah, da bi tudi dekleta zvabili zraven, pa se bi potem s časoma oblikovala selekcija, ampak problem je ravno ta začetek, mogoče to prvo, drugo, tretje leto, preden ti nabereš v bistvu dovolj punc skupaj, da so one v eni skupni selekciji, ne? Ker marsikiro punco odvrne ravno to, da mora ona z fanti trenirati, ali pa je sama v selekciji, pa se ne počuti dobro, je že bolj, če sta dve, ampak se mi zdi,
z vidika kluba je pa to, sploh v teh začetnih letih, pa se je tudi pol, ampak vseeno na začetku mogoče malo manj nezaupanja, je pa v bistvu samo nek dodaten strošek. Ti rabiš nekoga, ki bo zdaj to treniral, tako si rekla, infrastrukturno, garderobe, terene, pač nek vložek in je res, rabo bi nekoga oziroma celoten klub, ki je močen v tem pogledu in se odloči v to iti in se da, a ne, sigurno se da, ampak ja, tudi jaz sem takrat čutil, da mogoče ni te podpore od zadaj, prave namere, da so posamezniki, ki si to želijo in interes sigurno je tudi strani punc, ampak kar nekako se ne sprovede in z tega vidika mogoče neka brca v rit z višjih instanc ne bi bila mogoče toliko slaba, je pa vprašanje, koliko bi uspeli sploh neki manjši klubi te stvari izpeljati, sprovesti. Ja, tu manjše sredine, mogoče obrobja, bomo rekli države, mogoče lažje, ne? Še vseeno manjši klubi, ki imajo mogoče manjko igralcev pri fantovskih selekcijah, si zelo želijo tudi kako punco med zraven. No, kako pa je to, če poveš samo to mogoče? Dokdaj lahko punce igrajo s fanti, oziroma kak je čisto? Punce lahko v tako imenovanem mešanem nogometu, kot inštitut mešanega nogometa, kot mu pravimo, lahko igrajo do 17. leta s fanti, ampak pod okriljem Nogometne zveze Slovenije, se pravi tekmovanjih NZS. MNZ-ji imajo tukaj nekako drugačno strukturo oziroma drugačna pravila, vsak MNZ se pri tem razlikuje, ampak dekleta se pravi prva kadetska mladinska liga, druga tekmovanja pod okriljem NZS, lahko dekleta tekmujejo do 17. leta, do 15. brez kakršnih koli, bomo rekli, pogojev, potem pa pri kadetih pa mladincih pa z določenimi posebnimi papirji, bomo tako rekli, ki to dopuščajo, se pravi nekako, da se starši s tem strinjajo, potem, da klub zagotovi posebne garderobe, se pravi ločene zadeve, kar se same tekme in treningov tiče, in pa tudi nekako zdravniško potrdilo, da je dekle v teh letih sposobno igranja s kadeti in pa z mladinci. Imamo primere, ko so dekleta igrala, se pravi na Kaja Korošec, ki je zdaj članica sicer Pomurja, igralka A reprezentance, prve postave praktično, oziroma ves čas igra in tu recimo se pozna, da dekleta, ki so začela igrati s fanti in ki so dlje časa igrale ali v mešanem nogometu ali pa sam s fanti, je tu potem še zaenkrat razlika vseeno uprit temu, da so trenirale s fanti, ne. Problem v ženskih klubih je predvsem ta, da tako si ti prej rekel, dobiti neko selekcijo, ne vem, 2-3 let skupaj in z njimi trenirati, ne. Načeloma dekleta trenirajo, ne vem, v nekaterih klubih skupaj kadetinje članice, pa še mogoče U15 zraven, ne. In tu ni neke homogenosti znotraj skupine in tu je potem sama razlika v procesu treninga, v napredku, ves čas neka prilagajanja in tu je velik problem, ne. Jaz bi tu še vseeno mogoče rekel, da Kaja je trenirala ne bomo rekli najmanjšem klubu, pa vseeno je igrala drugo kadetsko pa mladinsko ligo, tako da ni igrala v najnižjem rangu tekmovanja in so bile vseeno tekme kar dosti na solidnem tempu pa duelih in vse ostalo, zato da se je lahko kalila, zato da lahko danes igra za reprezentanco, ne. Zdaj, če pa izhajamo iz naše reprezentance, ko smo že, če lahko gremo naprej, mogoče v to smer, pa A reprezentanca zdaj dosega zelo lepe uspehe, če se bomo kasneje vrnili pol še na klub malo nazaj, na naša, ne. Vemo, da so zdaj bile do zadnje tekme v igri za evropsko prvenstvo, pa žal z Rusinjami izgubile 1-0. Tudi, ko smo pogledali, si malo to na svetovno lestvico trenutno zasedajo 49. mesto, kar za velikost prve države, vložek, ki ga mi dajemo noter za te dekleta, da se razvijajo, je to zagotovo zelo dober uspeh. A ti pripisuješ temu ponovno tako, meni vedno pride naprej Špik pa Čop, pa tista generacija, takrat, ko je bil dvojec pa četverc na olimpijskih zlata, ne, ko so jih spraševali Angleži, ne, koliko imate vi registriranih veslačev,
pa je rekel naš selektor, je rekel 40, ne. Pa on rekel, 40 000, ne, pa je rekel, ne, 40, je rekel, mi jih imamo 200 000, pa nimamo toliko zlatih, ne, koliko je to mogoče, mi toliko kvalitetno delamo, imamo toliko boljše igralke, zakaj mi lahko pol konkuriramo tudi na koncu z eno Rusijo, če gledamo, smo bili zdaj z njimi do konca v špilu, ne. Ja, sigurno se pozna nekako proces dela v zadnjih letih, pa ne govorimo zdaj o 2, 3, 4, 5 letih, ampak mogoče nekoliko še nazaj, če pogledamo mogoče samo reprezentanco, vidimo, da je kombinacija nekako teh starejših, izkušenih igralk, Mateja Zver, Dominika Čonč, se pravi, igralke, ki že nekaj časa igrajo v tujini in imajo tudi izkušnje, kar se tiče tujine in tudi lige prvakinj, in pa kombinacija teh mladih, se pravi, kombinacija mladih deklet, predvsem letnika 2000, 2001, to je bil letnik, ki se praktično je skoraj da uvrstil na Evropsko prvenstvo še v drugem krogu, bil praktično, oziroma celotno sezono bil brez poraza in remi s Francijo v zadnji tekmi v elitnem delu z golom bi šli na Evropsko prvenstvo, se pravi, nekako lahko rečemo, da je bila ta generacija deklet 8., 9. v Evropi, Francija kasneje je bila evropski prvak in iz tega tudi izhaja ta reprezentanca, ne, tudi, se pravi, neka kombinacija mladosti in pa starejših igralk, ki je seveda zelo dobro povezana, selektor je to vse skupaj dobro povezal, nadgradil stvari in tu zdaj mislim, da to prihaja na plan, ne. In mislim, da ima ta reprezentanca kar velik domet tudi v prihodnosti, mogoče še s kako mlado igralko od zadaj, ki prihajajo, ampak ja, bojo mogle biti res dobre, ker je, bomo rekli, zdaj ta reprezentanca res nasičena, oziroma so v njej dobre igralke in bo res mlade mogle delati na tem, da bojo dobile minute, oziroma da bojo poklicane na to reprezentanco. Se pravi, domet, jaz mislim, da je velik, kar so ta dekleta tudi pokazala v preteklosti, ne. Tudi proces treninga v tujini je sigurno na višjem nivoju, igraš s kvalitetnimi trenerji, s kvalitetnimi igralkami in vse to je seveda posledica individualnega razvoja igralk in konec koncev tudi izkušenje. S tem, da mi koliko si zdaj rekla, in za Matejo, in za Dominiko, lahko še verjetno tu za Laro Prašnik, kaj rečemo, one vseeno igrajo v nekih top ligah, ne. Mi govorimo o, ne vem, italijanski ligi, kjer igra Dominika, z AC Milanom je lani osvojila 2. mesto in gre za, se pravi, direktno uvrstitev v ligo prvakov, ne. Vemo, da Lara je ena glavnih igralk v Frankfurtu in tudi redno tam zabija, pač z Nacetom jo vsake toliko časa vidimo tudi, ko tam okrog naših igrišč trenira, ne, ko je doma. Tako da mi govorimo o tem, da so te igralke vseeno lahko prosperirale do tega nivoja. Večina njih je pa vseeno, mislim, normalno, vse so nekje začele tukaj v Sloveniji in potem šle naprej, pa mi govorimo, da je večina teh igralk potem se spravila ven v tujino preko naših državnih prvakinj. Vemo, da v preteklosti so to, ali pa večji del časa v Sloveniji, govorimo mi, da so državne prvakinje Pomurje, ko si jih že prej omenila, ne. Pred tem je bilo pa še pač Novo mesto zelo močno pa prosperiralo tudi v evropskem prostoru zelo dobro, ne. A mi govorimo, da predvsem funkcioniramo mi tako, da nabere naš klub najboljše naše slovenske igralke, zato da imajo dosti veliko konkurenco, pa da lahko ustvarjaš ti tempo na treningu in vse pač posledično en drugega potiskamo, zato da smo boljši že na treningu, da potem ustvarjamo rezultat lahko in da potem iščejo pač neko boljšo prihodnost, ker vemo, da v Sloveniji zelo, zelo težko igralka živi od nogometa, ne. Ja, zdaj te starejše igralke sigurno so šle v tujino preko reprezentance, se pravi, se jih je opazil na reprezentančnih tekmah. Medtem ko te mlade, ki so igrale, recimo za Pomurje, predvsem to se je zdaj začelo zadnje 5 let, da igralke toliko odhajajo v tujino, prej tega niti ni bilo, pa tudi seveda recimo ena Nina Kajzba zdaj,
bila sigurno opažena v Ligi prvaki. Tudi konec koncev lansko leto pustila velik pečat, glede na njeno starost, izredno mlada igralka. Tako da ja, te starejše sigurno preko reprezentance, moramo pa vedeti, da te igralke, ki so v tujini, nekatere imajo menedžerje, nekatere nimajo in to je vseeno lasten interes, še vedno tisti, ki jih potiska naprej. Se pravi, te igralke si marsikaj, bomo rekli, po domači zrihtajo ali pa uredijo same, da pridejo kamorkoli oziroma da kam pridejo. Jaz spomnim tudi Dominike, tudi njena zgodba je taka, začetna. Zdaj je v Valenciji, spet iz Milana je šla v Valencijo. Se pravi, išče nekako pot naprej, želi se razvijati, želi si tega razvoja, tako nogometnega, kot tudi življenjskega, osebnega. In ja, jaz mislim, da vložke, ki jih te igralke dajo v nek svoj v razvoj same sebe, v nogometni razvoj, so izredno veliki. Se pravi, marsikaj so morali narediti več, kot pa mogoče kak fant, ki je šel v tujino in bilo mogoče položene te stvari. Samoumevne so mu bile, medtem ko tukaj je še vseeno borba za tisto osnovo, ki jo potem dobiš v tujini. Velika borba je verjetno tudi iz psihološkega vidika, ker fante se več ali manj spodbuja, ker naredi kariero, imaš potencial, super, pri dekletih je tudi Dominika, da sicer doma je imela, moram reči, da zelo veliko podpore, ker poznam zgodbo, ampak družba je pa dostikrat bila kar zadržana glede teh idej. Je pa ona zagotovo ena boljših promotork ženskega nogometa, tako da zelo, zelo aktivna v tem promoviranju, da bi se da se razume, da je ženski del nogometa ravno tako nogomet, kot katerikoli drug nogomet, ki se ga igra. Tako, vložki v samem treningu pa v pristopu so praktično enaki. Če želiš uspeti, pač enostavno moraš trenirati, medtem ko pa motivi, zakaj pa to se dogaja, pri moških je sigurno prvo finančni vidik. Praktično, če uspeš, si tukaj imaš zagotovljeno neko finančno stabilnost, medtem ko pri puncah pa se mi zdi, da ta notranja motivacija še vedno veliko bolj prisotna kot pa pri fantih. Kar je po svoje lahko tudi dobro. Ker seveda. Mi pa mogoče v moškem nogometu opazujemo pri mladih, da čutijo, da jim je vse že dano, pa da so sam korak od tega, da bojo pač šli v tujino in zaslužili velike denarje, in marsikdo niti ne vlaga toliko, kolikor bi lahko, oziroma se ne zaveda, koliko je potrebno vlagati, ko na drugi strani pa recimo te punce že od začetka vidijo, kakšna je situacija, in mogoče se tu že malo tudi selekcija naredi, katera je pripravljena iti skozi mogoče neke te na to trnovo pot v bistvu. In tako je Dominika razlagala, ko je mogla skrivati na nek način, da trenira dodatno, pa koliko je sama individualno delala, je res primer tega, da skozi to delo in grizenje v bistvu je sigurno tudi bila bolj pripravljena na to izkušnjo v tujini, ko pa bi bil nekdo, ki pride sam skozi nek talent in skozi priložnost v bistvu v tako situacijo. Ja, se mi zdi, da tudi te fantje, ki mogoče imajo talent pa znanje, ko pridejo v tujino med neko množico, potem šele realno spoznajo, da je potrebno malo več vložka in trdega dela, da bojo pa mogoče kam prišli. Tujina je mogoče jim lažje dosegljiva, medtem ko pa nek vzpon v tujini pa vseeno kasneje za njih tudi ni lahek. Ker se tu dosti pogovarjamo, da je težko mogoče nekoga od teh fantov prepričati, pa ostane še mogoče eno sezono tu, 5 korak više v slovenski ligi, ali pa mogoče nekam v bližnjo okolico, kjer liga ni zdaj top 5, ampak 5 po korakih, in bo ta razvoj zaradi tega verjetno veliko boljši in pa dolgotrajnejši, kot pa če ti sam preskakuješ in naenkrat je šok, kam si prišel, pa vsi sam letijo okrog tebe. Mislim, meni je fascinantno v ženskem nogometu predvsem to, koliko je v bistvu te nehomogenosti, recimo tudi po kvaliteti. Imaš igralke, ki igrajo tujino in
Ligo prvaki in praktično in imaš igralke, ki pač igrajo recimo tudi slovensko ligo in potem sam znotraj lig samih, tudi teh največjih lig, ne vemo, da tako si omenila, par klubov je profesionalnih, potem so pa tudi v največjih ligah par klubov, ki pa niso na tem nivoju in to je tudi Dominika razlagala, ne, da recimo prej v Italiji, ko je bila, da so tu 3-4 klubi, ki se borijo med sabo, ostali so pa v bistvu zraven za nadigravanje, ne? Kdo bo več golov dal tem klubom, da si gole razliko popraviš in to mi je zelo zanimivo, no, da se zelo vidi ta v bistvu razslojenost tega ženskega nogometa, ne? In to sigurno izhaja tudi iz tega, da nabora samih igralk, ne? Ker če bi tega bilo več, bi se sigurno to malo bolj porazporedilo. Če lahko skočim, tudi Sloveniji je zadeva podobna, ne? Imamo tukaj zdaj Pomurje in Olimpijo, ki se nekako zdaj zadnja leta borita med sabo, medtem ko vse ostalo so pa tekme, tako kot Dominika rekla, kdo bo dal več golov, ne? In tukaj za ta razvoj igralk, sigurno teh najboljših, sigurno to ni dobro. Je pa dobro mogoče to, da klubi v teh vmesnem času, pa tudi med samo ligo, potem poiščejo nasprotnika nekje blizu, ali na Madžarskem, v Avstriji, na Hrvaškem, da odigrajo potem tudi kvalitetne tekme s tistimi ekipami in dajo tem igralkam tudi neko možnost, da se razvijajo tudi v nekih tekmovalnih okoliščinah še naprej. Pa tudi neka promocija skozi to v bistvu poteka normalno povezovanje. Mene zanima, če bi lahko mogoče zdaj šli malo na sam proces treniranja, ne? Koliko se v osnovi to razlikuje, čisto teoretično bomo zdaj govorili, vem, da so težave v praksi drugačne, tako si rekla, samim naborom in v bistvu, da so tudi starostno nehomogene te igralke, ampak koliko se mogoče prilagaja sam proces v osnovi, po eni strani zaradi mogoče hitrejšega razvoja, oziroma punce hitreje dozorijo kot fantje, pa čisto neke fiziološke razlike obstajajo, ali je to v bistvu neka recimo manjša stabilnost sklepov, pa zaradi tega večja nagnjenost k poškodbam, potem razvoj moči je sigurno drugačen, a se to kaj prilagaja, koliko je sploh tega mogoče izobraževanja ali v Sloveniji ali v tujini za usmerjenega prav v ženski nogomet, ali se to more vsaka trenerka pol sama malo znajti in izobraziti, kak je s tem naredil? Zdaj UEFA kar ponuja stadij grupe, kar se tiče elitnega ženskega nogometa, s tem, da je tam stvar predvsem usmerjena v nek tehnični, taktični razvoj, tukaj, kar se tiče samih motoričnih sposobnosti. Ja, vemo, da je razlika med ženskim in moškim telesom pač sestava je sigurno drugačna, predvsem tukaj, ko govorimo o deležu maščevja in mišične mase, konec koncev tudi samo okostje je drugačno in tu je potrebno biti pazljiv. Tudi sama ta hormonski razvoj, kot si rekel, dekleta se prej razvijajo kot fantje, je drugačna in tukaj predvsem pri mogoče vadbi moči treba biti pazljivejši, se pravi delati po korakih, mogoče še bolj individualno. Mi imamo izredno velike razlike pri dekletih, mogoče, ne vem, staro 14-15 let, ena je 1,50 m, druga je lahko 1,80 m in tu je biti potrebno pazljiv. Medtem ko med sami tehniki in koncu tudi nekemu taktičnemu pristopu na treningu, pa tu jaz mislim, da predvsem tehničnemu ni razlike. V Ljubljani imamo nogometni oddelek za dekleta, kamor se seveda potem vpisuje ta dekleta, ki lahko obiskujejo gimnazijo ali pa tam center za pošto, ekonomijo pa telekomunikacije, ŠC5. Tu je v zadnjih letih izjemen odziv, ne. Imamo v letošnjem letu vpisanih, govorim zdaj o 4 letnikih, 43 punc in od tega bomo rekli, da imamo 70% reprezentantk. In tukaj mogoče se lahko dela nekoliko bolj usmerjeno, bolj homogeno na treningih, še vedno jih ločimo po skupinah, predvsem po znanju. Tukaj potem je zadeva bolj usmerjena, dekleta tudi testiramo, da vidimo, da se lahko naredijo te individualni programi. Mogoče klubi tukaj so še v nekem zaostanku, nimajo teh možnosti in jaz mislim, da je to za razvoj posameznih deklet, ne,
sigurno en velik plus. Iz klubskega vidika pa mogoče je nek minus, ampak to je odvisno, kako klubi gledajo. Trenerji večinoma gledajo, jaz se zanimam na treningu, ne. Ampak ja, mogoče ima pa ta punca za njen razvoj in tudi konec koncev potem vpliv na ostale igralke v klubu, pa nek plus sigurno, da more biti, če pa trener gleda kot nek doprinos kvaliteti ekipe, ne, je pa to lahko velik plus za to ekipo. Nekateri klubi so to zdaj dobro unovčevali oziroma unovčuje, recimo eno Radomlje, je veliko igralk v oddelku in seveda čez teden tudi grejo v klub, ampak ta kombinacija tega in razumevanje trenerjev in tukaj in v klubu, da je to dobro za punco, da je to dobro za njen razvoj, da je to dobro za razvoj samega kluba. Če tukaj najdeš neko rdečo nit in skupno pot, jaz mislim, da tu se marsikaj da narediti, ne. Kako je pa z prilagajanjem tem mesečnim ciklom, pač samim menstruacijam, pa to se dejansko gleda na te stvari, koliko se tega upošteva tudi, ker je velik faktor, to sigurno v teh dneh. Ja. Tu recimo UEFA je naredila precej raziskav na to temo. Pri nas, ja, se gleda, ampak bomo rekli, ja, če imaš menstruacijo ali pa kako se počutiš, se pravi, samo počutje je neka osebna zadeva igralke, v bistvu. Je prepuščeno igralkam, ne da tako je prepuščeno igralkam, ampak mogoče trenerke to malo bolj razumemo. Pa trenerja, ne. Mislim, da ne mečem, zdaj pač kar imamo, pač da smo šli vse skozi to izkušnjo, je pa v tujini se pa to izredno spremlja in se tudi izredno tudi trenažni proces temu prilagaja, ne. Na kak način se pa pol prilagaja trenažni proces, kaj to pomeni? Zdaj, nekatere igralke imajo pač težave s tem, ne. Se pravi, ta hormonska ravnovesja sigurno so pri enih se zelo porušijo, pri drugih pa lahko nekako normalno trenirajo, ampak ja, da se igralko nekako mogoče v tistem najbolj tistih dnevih, ki jih, bomo rekli, jih matra ali pa je ta hormonsko ravnovesje porušeno, se jih pač mogoče se jim trenažni proces malo prilagodi, ne. Se pravi, ni toliko intenziven ali pa tako. v tem smislu. Ja. No, ko zdaj, prav zanimivo mi je, tudi zdaj po olimpijskih igrah, ko so se odtekmovale, no, mi je vmes padlo zdaj ob vajinem debatiranju, kako je zanimivo, da rečemo, moški doping, ne, nima nobene veze z hormonskimi stanji v telesu, ne. Razen z nekimi dodatki, tako kot so pač umetni dodani steroidi ali anaboliki ali karkoli, ki spreminjajo to hormonsko stanje. Pri ženskah je pa rečemo v atletiki že samo raven, tudi če ga naravno ženska proizvaja testosterona, lahko omejitven dejavnik za to, da bo ona lahko tekmovala v atletiki. Imamo mi kaj podobnega tudi v nogometu, se pravi, da zdaj v atletiki tisti, ki ne vejo, ne, je potrebno, se pravi, tiste ženske, ki proizvajajo preveč testosterona, je določeno pač zgornja meja in prav dobivajo zdravila ali zaviralce za razvoj testosterona, se pravi, da so še vedno pod tisto mejo, ki jo je določila pač atletska zveza. Imamo kaj podobnega tudi v nogometu? Ja, doping za spol, ne, se temu reče po domače. Ja, na zadnjem svetovnem prvenstvu v Franciji je bil tudi uveden ta doping, ne, doping za spol in so se merili ti hormoni, se pravi testosteron, koliko ga je, koliko je tista meja in ja, tudi to so začeli v ženskem nogometu preverjati, ne. No, primer tiste tekačice iz ne vem, Skodže, kaj že. Španka je bila, ne, to je pač en tak... Ali Somalika neka, tudi ena črnka je bila. Ja, jaz se tudi ne spomnim, ne zdaj, ampak vem, ja, par let nazaj. Ja. Se v bistvu izločili ženskih tekmovanj zaradi tega. Ja, ne, meni je bilo pač fascinantno, zdaj vsi, ko smo prebrali Športni gen, vemo, da je tam tudi ta zgodba o španske tekačice, ki pač predtem je bilo, da so spol pač pregledali in če je bilo to okej, je bilo okej, a ne. Potem je bilo pa, da je ona ni imela tega potrdila na nekem tekmovanju na Japonskem in so hormonsko jo pač pregledali, ne, ali celo so še zraven celo kromosome, kjer je ugotovila, da je pač ne ravno hermafrodit, ampak da je imela tudi
moške kromosome in da je imela tudi še zavrte ali pa zakrknjene moška spolovila in iz tega je potem nastala cela afera, ne? Ker do zdaj je ona normalno tekmovala, ker je imela navzven razvite samo ženska spolovila in vse je bilo ok. Zdaj v zadnjem obdobju se pa zelo veliko na to hormonsko bazo gre. Se pravi, zdaj tudi v nogomet gremo tako, da pregledujemo v bistvu skozi krvno sliko vse, ali si moški ali si ženska. Ja, se pravi, na zadnjem svetovnem prvenstvu je bilo to izvedeno. Ja. Ker kakorkoli, včasih, ko pogledaš na igrišče, tudi v mlajših selekcijah, ne veš, a je punca ali je fant, ne. Na zunaj izgled. In tu včasih tudi po obnašanju, po samih kretnjah, je tu včasih se vprašaš, ta punca, mislim, še jaz, ne, kot... Ampak vem, da je, ampak ja, je. No, pač. Pa misliš, da je to zaradi tega, ker je pač nogomet toliko v osnovi še vedno moški svet, to, kar smo se prej pogovarjali, ali... Jaz še vedno mislim, da te punce, bomo rekli, imajo neke vzornike v moškem nogometu in jih želijo tudi na tak način posnemati. Je pa vedno več deklet, ki imajo za vzornice svetovno znane nogometašice, kar je seveda dobro. Ne? Ja, super, poznavanje. Če igra ženski nogomet, more poznati zgodovino, more poznati tudi nogometašice. Ne da pozna samo Ronaldona, pa Neymarja, pa Messija, pa tak naprej. Ne? Normalno. A pa je trenerjev recimo v Sloveniji, pa tudi mogoče v svetu, mislim, je več trenerk ali trenerjev kot moških v teh ženskih selekcijah in ekipah? Zdaj v teh top ekipah reprezentančnih je nekje pol-pol. Je nekje pol-pol. Tako da ja, tu se ne razlikuje. V Sloveniji pa še vedno trenerk, ki bi imele toliko izkušenj, da bi lahko vodile ženske selekcije ali pa članske selekcije, še vedno jih primanjkuje. Seveda, tu je tudi problem samega materinstva in vsega skupaj. Ta kariera trenerke in konec koncev mame hkrati je iz svojih izkušenj lahko povem, ni enostavna. Ne? Ni združljivo, glih najbolj. Je združljivo, ampak moraš imeti veliko potrpljenja, veliko neke organizacije zadaj, da se to da speljati. Ne? Da se, ampak ker je potrebno precej truda, precej organizacije. V mlajše imamo veliko mladih trenerk, tudi Nogometna zveza izredno spodbuja šolanje trenerk, ki je brezplačno za dekleta in tudi bivše igralke, ali pa tudi še konec koncev aktivne igralke, se vedno bolj vključujejo v ta proces šolanja in prevzemajo te mlajše ekipe, seveda, deklic in s tem potem si pridobivajo izkušnje in napredujejo, so pa izredno učljive, tudi rade pomagajo, prihajajo, sprašujejo, tako da, kar se tega tiče, ni nobenih težav, no, so kar zanimivo. To sem reči, da se lahko tudi jaz tu vključim, ne, glede na to, da izobražujem ali usposabljam na usposabljanju C in B. Tako da na C usposabljanju, zdaj v povprečju že par let je vsako usposabljanje nekje od 2 do 4 punce pridejo. To pa pomeni za 5 usposabljanj na leto, ko jih imamo na tem začetni fazi, pride nekje 15 novo usposobljenih trenerk ven. Je pa res, da delež, če računamo, da se pa na eno usposabljanje pride 30 do 32 slušateljev, ne, je pa delež še vedno precej mali, ampak je pa tudi neko razmerje, kar se tiče števila igralk in igralcev v Sloveniji, nekje tu, po moje zdaj, v tem trenutku še. Je pa upanje normalno, da bi pa mogoče v prihodnje malo več bilo tega tudi, no. Ja, zakaj se mogoče tudi ne odločajo? Pri moških vseeno, tako kot v igralskem smislu, je tudi v trenerskem zadeva, kar se tiče financ, razmejena, pa je tu razlika velika, ne. In zdaj vsak trener, ko gre delat, mogoče še vidi neko prihodnost v tem trenerskem poklicu, ali pa marsikdo je od tega potem tudi profesionalni trener, medtem ko v ženskem nogometu v Sloveniji, bomo rekli, razen izjem, to ni mogoče, ne. Kljub
enostavno ni sposoben financirati ali pa zaposliti trenerja za neko obdobje, da bo lahko potem, se pravi, tudi ta zagotovljena prihodnost tukaj je vprašljiva, ne. Dobro, saj tu lahko rečemo, da velika večina trenerjev v Sloveniji zelo volontersko vzgaja te naše otroke in jih pripravlja malo drugače sodelovati tudi v življenju. Tako da tudi v moškem nogometu vse, kar govorimo o tekmovalnih sredinah MNZ-ja, so trenerji zame, po mojem mnenju, za odgovornost, ki jo prenašajo na otroke, ko delajo z njimi 3-krat, 4-krat na teden, absolutno premalo plačani in tu ali zveza ali država, nekdo bi moral pač verjetno malo več narediti suporta, ker ko pa gledamo, tako kot zdaj olimpijske igre, se pa zelo hitro vsi zraven bi poslikali pa pohvalili, kako imamo vseeno super sredine in super tekmovanja in super igralce in vse je super. A lahko zdaj mogoče malo preskoka naredimo, fantovski nogomet izgleda tako, da tekmovanja v MNZ-jih se pričnejo z U9, potem se pravi naslednji ti igrajo 4-4, U11 igrajo 7-7, U13 igrajo 9-9 in potem U15 začnejo z igranjem na celo igrišče, z U15 se tudi pričnejo prve državne lige, kjer imamo vzhod-zahod in potem imamo U17 in U19, kjer imamo pa enotno ligo že državno tudi, se pravi, to je prva liga in potem druga liga, imamo vzhod-zahod in potem so še pač MNZ lige. Od tu naprej pač mi nimamo tako, kot imajo, ne vem, Italijani Primavero še do U21, ker ni finančnih sredstev, to ves čas se tudi ponavlja v Sloveniji, da bi še imeli U21 ligo, kar bi bilo odlično verjetno za marsikaterega mladega nogometaša, da bi se ga še kako leto ali pa dve počakalo pa razvijalo. V glavnem, potem so pač članski nogomet. Kaj pomeni pa to za dekleta? Kje v bistvu dekleta začnejo, pa koliko lig sploh imamo mi v tem trenutku v Sloveniji za dekleta? Ja, dekleta, tako kot fantje, začnejo, ko začnejo, se pravi, čim prej, tem boljše. Včasih je to tudi lahko minus. Drugače, sami festivalni dnevi, ki jih organiziramo v okviru Nogometne zveze, so organizirani za dekleta do 11. leta starosti. Se pravi, to je tista prva organizirana skupinska zadeva, pri kateri sem že prej omenila, da dekleta ne rabijo biti, oziroma ne rabijo biti registrirana. Liga se pa začne pri 13 letih, se pravi, U13 je tista prva tekmovalna liga, je samo ena, razdeljena na vzhod in zahod pod okriljem, vse lige so pod okriljem Nogometne zveze. Potem je liga U15, 9+1 na skrajšano igrišče. Lahko je samo, koliko klubov tu sodeluje na vzhodu, koliko na zahodu? Mislim, Tu koliko je vse skupaj? U15 liga je že enotna in je, zdaj ti bom težko rečem, koliko jih je letos sploh prijavljenih. No, mislim, je to okrog 20 ali 10? Ne, Aha, okrog 12 do 14 se suče okej. številka. Potem je U17, enotna liga po celi Sloveniji, 8 klubov v letošnji sezoni oziroma zdaj v naslednji sezoni. In pa članska liga, ki je tudi samo ena. Dekleta igrajo v 8 klubih, se pravi, je 8 ekip v prvi članski ligi. S tem, Članska liga ni omejena, je želja, da bi se povečala, ne? Članska liga mislim, ni omejena, 8 klubov je, s tem, da tu število klubov nekje niha od 6 do 10, en razpade, drugi se spet ustanovi, nekako ni pravi stabilnosti, nekje 6-7 klubov je tu dokaj stabilnih. Imajo tudi vse mlajše selekcije. Tako da je tukaj problem. Mejo smo imeli za vstop v člansko ligo 15 let, sedaj smo jo dvignili na 16 let, ker se je dogajalo, da so dekleta sobota, nedelja ves čas igrale, se pravi sobota za kadete in nedelja za članice, ravno zaradi premalega števila igralk v klubih in tu so nastali problemi potem s poškodbami igralk, z preobremenitvami, tako da smo zdaj to mejo dvignili na 16 let, tako da je tu mogoče zdaj malo bolje za te igralke.
to je to, ne. Se pa igra časovno Jaz enako samih kot pri moškem nogometu. Časovno se igra 40 minut Liga U17 in članice tako. 45 minut. Isto Vse je kot je enako, pri žoga fantih, je ja. enaka, vse je enako. Ja, ne, sej. Niste več zmanjšali gola, ali kaj? Nismo. Ja, to tudi, mislim, problem je sigurno mogoče kak handicap, zato včasih nekdo reče, joj, pa kaki goli so na teh ženskih tekmah, ampak ja, razlika v višini tu je evidentna in tu, če je dober strel pod štango, je to gol, ne. Ja, ni tako kot pri odbojki, ko so mrežo znižali za 20 cm. Nažalost ne. Pri odbojki je malo lažje izvedljivo to, na nogometnih igriščih bi pa bilo to težje izvedljivo. Pa kaj ti meniš, kje bi bila rešitev za slovenski nogomet, da bi se številke pač povečale? Kaj bi mi morali narediti, da bi se zadeva prestavila v količinsko zadevo? Ja, prvo je sigurno to rušenje stereotipa. Se pravi, na kak način izvesti nekatere akcije, da bo nek pozitiven plus. Se pravi, da bomo dobili neko novo število igralk, oziroma da bomo predvsem učiteljem v šoli ali pa učiteljcem v šoli, pa tudi konec koncev vzgojiteljcem v vrtcu, dali vedeti, da pa je ta šport za dekleta. Recimo tudi konec koncev fakulteta za šport, ne. Jaz, ko sem hodila na fakulteto za šport, ja, ženske smo imeli ritmično gimnastiko, moški so imeli pa nogomete, ne. In to si po mojem ne bi smelo dogajati, ne bi smeli dovoliti, ker konec koncev, ja, ritmična gimnastika je res samo ženski šport, ne. Medtem ko nogomet pa ni. In zdaj boriti se tam z mlini na veter, to je zelo težko. Ampak je zanimivo, da pred nami so imela dekleta na fakulteti za šport nogomet, ne? So imela, ampak v naših konec generacijah pa ja, potem ne več. v okviru, mislim, da samo neke športne vzgoje, niso pa, mislim, da mogla usmerjati, ne. In jaz sem mogla prošnjo dati na fakulteti za šport, da lahko usmerjam, da lahko delam dodatno, se pravi, sem delala ritmično gimnastiko, pa nogomet zraven, ni mi bilo oproščena ritmična gimnastika, ne, jaz sem mogla narediti za C, da sem potem dodatno, da sem sploh lahko šla usmerjati in to, ja, pač terja neko dodatno energijo, ampak ja, skozi neke te stvari je treba iti, nekdo mora te stvari prebiti, da je potem za prihodnje rodove stvar lažja, ne. In tudi To bi lahko zdaj Nace malo več povedal, kako je na Bolonjskem spremenjeno, a lahko dekleta lažje zdaj usmerjajo pol nogomet. Veš, da ravno razmišljam, pa mislim, da smo isto imeli problem. Zdaj ne vem, kako je z usmerjanjem, ampak mislim, da je bilo še vedno enako, no. Vsaj tisto prvo leto, ko sem jaz bil, ne vem, koliko so pa pol naprej spremenili, nisem toliko spremljal. Tako da rajš ne bom kaj rekel, da se ne bo kdo obregnil ob moje besede, ne vem točno. Ne, in že tukaj potem se začne tisto globalno razmišljanje, ne, v nogometu. In če na neki instituciji, kot je fakulteta za šport, ki je top of the top, naj bi bila, ne, kar se tiče športa, izobraževanja kadrov v športu, če tam ni enakopravnosti, ne, je zelo težko potem to v šolah, v vrtcih prebiti, ker pa vemo, da tam pa baza je, ne, tam je kader, oziroma tam imamo igralce, igralke, tam izhajajo. No, saj to je meni bilo zanimivo, da ko smo mi zadevo vpeljali v vrtce, ko smo imeli pač te otroške nogometne šole v vrtcih, pa potem v tem prvem pa drugem razredu, je bil delež precej več, mislim, da je bil precej več kot 10% takrat deklet, bi mogel pač tega kolega vprašati, ampak se spomnim, da smo mi imeli v enem obdobju, rečemo, da v 3 letnikih po starosti, da smo imeli nekje med 15 pa 20 deklet, ki so vadile takrat, ne. Dejstvo je, da jaz v šoli učim, pa marsikatera učiteljica še vedno reče, pa ni fuzbal za dekleta, ne. To je en pač večjih problemov, jaz vidim, da pri meni normalno dekleta zelo rada igrajo, ne, ampak je tako kot, ali pa bom rekel, je tako kot z vsemi ostalimi športi, ne. Nekdo ne mara košarke, nekdo ne mara odbojke, nekdo ne mara pač nogometa, ne, ampak ko pa pogledaš delež, pa nimajo nobenega predsodka pred nogometom otroci, tako kot imamo mogoče mi odrasli, ne. Bi pa si želel zdaj v prihodnje, da bi mogoče pa vseeno naredili malo več promocijskih zadev, tako kot smo zdaj omenili prej že,
Dominiko, ne, da bi mogoče zveza v kombinaciji z moškim nogometom morala narediti kako promocijo za tega, da bi imeli še malo večji delež tudi ženskega nogometa. Me je pa strah mogoče, da če ne bo strani UEFA prišla zadeva delegirana, da morajo klubi imeti določeno kvoto ženskega nogometa, se pa nikamor ne bo predstavila zadeva. No, tako. Tu se s tabo kar precej strinjam. No. Zelo težko je, če ni neke diktature strani višjih inštanc karkoli narediti. Mi na zvezi sicer se trudimo v okviru tega ženskega sektorja ali pa tehničnega sektorja, tudi konec koncev ta ženski nogomet, kamor spada, z določenimi festivalnimi dnevi. Se pravi, imeli smo v preteklosti Rada igram nogomet, pa Živi svoje sanje, Livergoals. Se pravi, to so vse projekti FIFA in UEFA, ki so bili ponujeni in smo jih mi seveda z odprtimi rokami vzeli. Je pa problem nastal v tem, da enostavno mi iz zveze po celotni Sloveniji tega ne moremo izvajati. Jaz mislim, da še vseeno lokalno okolje je tisto, ki pa more potem to zagrabiti, vzeti to skupaj z lokalnim okoljem, narediti skupaj, in interes lokalnega okolja more biti, da privabijo punce v klub, da jih potem tudi organizirano tam vadijo, ker jaz mislim, da tudi ni naloga NZS, da potem jaz ali pa kdorkoli, ko nas je tako že malo, hodim okrog pa po teh festivalih, ja, začetni pogon, ja, pomagaš, svetuješ seveda, ampak potem pa mora biti interes lokalnega okolja tisti, ki je podlaga za potem zaraz za vse skupaj naprej. Ne. No, ker jaz tu sem največ, tako sem že prej tudi omenil, največ problema tu videl, da sej te igralke oziroma punce so izkazali interes in bile v teh krožkih v šolah in vrtcih zelo zraven aktivne in jim je pasalo, ker jih je bilo več. Polko pa so morali narediti mogoče ta prehod v klub, tam se pa pojavi pol problema, ne? Ker ponovadi se na koncu iz teh recimo 6, ki so v krožku, 1 ali pa mogoče 2 odločita, da bi šle pa v klub probat, pa če sta 2 še mogoče je neko, če je sama, bo prišla na trening, pa bo tam med samimi fanti, oni jo bojo zajbavali nazaj v teh letih, a ne občutljivih, in ne bo fajn. Sem tudi jaz imel igralko v svoji selekciji pri U9, pa je enostavno me oče poklical po nekaj časa, da ona bi zelo igrala in je super igrati, ampak da ji ni prijetno v sredini fantov in da naj jim prosim sporočim, če bomo ustanovili spet žensko ekipo. In tukaj izgubiš, če nimaš kam je dati v žensko sredino oziroma sredino punc. Jaz mislim, da interesa je veliko s tem, da bi mogli mi čist postaviti organizacijo, pa imeti ženske ekipe, kamor jih lahko vključiš, pa bi veliko več lahko obdržali. Zdaj, če tudi konec koncev starši niso za to, da punca trenira, niso pripravljeni voziti 30-40 km oddaljen kraj, da bo ona trenirala. Se pravi, razprščenost teh klubov je zelo neenakomerna po celotni Sloveniji. Na Koroškem, zdaj, če želiš trenirati, Radlje ob Dravi, ampak mlajše selekcije, če pa želiš bi igrati za članice, potem pa pač žal se moraš nekam peljati, ali pa za v ligu U17. In te razdalje so tudi problem, predstavljajo problem za starše. Je pa v manjših sredinah, tule recimo pri nas tudi, ne, če mogoče izpostavim zdaj Korotan, vidim, da brca 5-6 deklet v fantovski selekciji U7, kar je izredno dobro, kar me veseli, rada to vidim. In ti klubi so to sprejeli, mogoče na drugi strani, kjer je pa nivo tekmovanja malo višji, druga liga na ravnah, pa je to že problem. Je pa dejstvo, da te punce, tako si prej omenila, ki pa ustrajajo ob fantih, a ne tudi naprej, lahko imajo pa tudi koristi iz tega, ker v bistvu igrajo na recimo temu fizično višjem nivoju in verjetno v močnejši sredini, kakorkoli, čisto zaradi selekcije in lažje izplavajo mogoče pol v neko kvaliteto. Ja, se pravi, če se mi zdi tako, če dekle ali pa punca pri mladih letih začne trenirati s fanti, pa mogoče, da je še kakšna punca zraven, enostavno tudi fantje potem to vzamejo kot čisto nekaj normalnega in s tem grejo naprej. In sploh, če punca še po kakovosti mogoče izstopa ali pa recimo enakovredna oziroma boljša od fantov, jo pa zelo želijo imeti zraven na igrišču. Imamo tudi take primere, tudi zdaj na Olimpiji je bil tak primer Zare Kramžar, če pač izpostavim, kjer si pač mogoče trener
tudi konec koncev zaradi fizike pri 13-14 letih, ko je punca bila močnejša, razvita, imela višino, je tam dominirala lahko, ne. Potem jo pa seveda ujamejo in to potem pač postane problem, oziroma ja, za njeno podlago, za njeno bazo je pa to, za naprej za razvoj je pa to, jaz mislim, da izjemnega pomena, oziroma zelo dobro. Meni je najbolj žalosti mogoče to, da ljudje mislijo, da tudi fantje, da se kar rodijo pa znajo igrati nogometa, ne, in da se dekleta rodijo in so nerodna, ne. Nihče se ne zaveda, da večina teh fantov, ko pri 15 že, ne vem, dobro vlada žogo, ne, da je v obdobjih od, ne vem, 7. do 15. leta opravilo že ne vem koliko 1000 treningov, zaradi tega pa potem tudi vladajo žogo, in da če bi dekleta imajo podobno zgodbo, da ravno tako izgleda, da znajo potem dober voditi, šutirati, podajati, driblati, žonglirati, karkoli pa že od tega, ne, in da je to vse nek proces treninga, vadbe in da samo na tak način katerikoli športnik lahko pač uspeva ali pa uživa na koncu pol v igri, ki jo igra, ne. Ja, zdaj, če pogledamo tudi konec koncev to svetovno zadnje prvenstvo, olimpijske igre, lahko vidimo, da je ta pretehnični razvoj, taktični razvoj, pa tudi konec koncev nek fizični nivo teh igralk je res na izjemnem nivoju in tu zdaj to igro tudi žensko dela veliko bolj dinamično, kot mogoče jo je v preteklosti, a ne. Seveda so še razlike v sami eksplozivnosti in hitrosti, kar je pač posledica razlike moškega, ženskega telesa, sposobnosti samih, ampak kar se pa drugih stvari tiče, pa ženske, jaz mislim, da nič ne zaostajajo za moškimi, ne. Ja, pa mislim, tudi v drugih športih je enako. Če gledamo smučanje, tudi, ne vemo, da najboljše smučarke je bila debata par let nazaj, bi se težko pomirile, ko je hotela se Vonova pomiriti z moškimi, a ne, pa so rekli, da bi verjetno bila par sekund vzadi. Pa vsi gledamo žensko smučanje, pa nam je noro zanimivo, a ne. Saj na koncu mislim, da ni v tem poanta, ampak res v samem tem stereotipu, mogoče pa razmišljanju v osnovnem, in tu bomo malo po malo kot družba morali tudi delati premike, a ne. Na koncu rabiš 2 kluba ali 2 reprezentance ali pa 2 igralca, ki bosta zelo primerljiva in ki bosta gledljiva, in jaz mislim, da če bo se to v ženskem nogometu zgodilo v neki bližnji prihodnosti, se bo tudi tu pač medijsko začel bolj dogajati zadeva, ne. Tako kot vemo, ali je bilo to košarka, pa so vsi govorili, da se je na Brdu pa na Magicu delala NBA liga, ne. Kasneje so pač iskali neke druge 2, ki sta bila tekmeca, ne. Zelo podobno gledamo v nogometu že zdaj 10 let, ne, pač ni dneva, ko ne mine ali Ronaldo ali Messi, ponavadi je pa en proti drugemu, ne, in se tudi nogomet zelo fejst dviguje na račun nekih teh trenj, ne. Mislim, da bi tudi v ženskem nogometu bilo zelo dobro, če bi se nekaj takega zgodilo, pa še malo medijsko normalno bi bilo to potrebno pač podpreti, ker ljudje potem bomo že gledali, ne. Jaz tudi moram reči, da sem absolutno gledal na olimpijskih igrah zdaj nogomet ženski, ker je bil gledljiv, ker je to bil nek tempo, vidiš in taktično in tehnično res zadevo na nekem nivoju. In tisto, kar pač nas tudi zanima, to je pač gor dol, ne. Ni bilo statično, pa da bi dekleta bila utrujena po 15 minutah, ker so pač to vseeno vrhunski športniki, ki lahko ponavljajo, ne. In tudi ti stereotipi izpred 100 let, ne, ali še, ne vem, 30-40, da dekleta ne morejo 10 kilometrov pa maratona teči, pa so novinarji namerno narobe poročali o tem, da so prihajale izčrpane in da to ni bilo za gledati. Pač jaz upam, da tega v modernem času naj ne bi več bilo in da bomo lahko podpirali tudi druge vrste igralk ali pa tekmovalk, ne. Zdaj, tudi krogle zdaj mečemo, pa s palcev skačemo že, pa troskok imamo, vse, kar so pač govorili, da ženske niso sposobne, ne, zdaj vse pač vidimo, da so ravno tako sposobne, ne. Je pa zagotovo, mislim, da tu medijski prostor tisti, ki je še zelo odprt, pa ga je treba
je mogoče mal porint naprej. No. Ja, medijska podpora tu sigurno zaostaja tudi za tujino, ne, kar se ženskega nogometa tiče. Tisti, ki mogoče malo bolj spremljamo ženski nogomet. Tudi vidimo, da v tujini je te propagande pa tega marketinga dosti več kot pa sploh ni primerljivo, ne, z nami. Ne. Vse zato, ne. Jaz ne vem, mi vsak vikend lahko gledamo naši nogometaši v tujini, kako zabijajo gole ali pa koliko so igrali, ne. Rečemo, ko se pogovarjamo, naše igralke, ki igrajo v tujini, pa nimamo poročila, koliko so igrale, pa koliko golov so dale, ne. Pa Lara, kot sem prej rekel, igra vsem Bundesligo, pa vsako vikend skoraj zabije enega ali pa dva, ne. Je ena najboljših strelk Bundeslige na koncu, ne. Petra, koliko je ta prehod iz slovenskega prostora v te top lige ali pa top klube težak trenutno za nas? Katere igralke so tiste, ki jim uspe proboj, ne? Zdaj, Dominiko vemo, da je bila pač v Ameriki in je praktično si tam naredila zelo veliko bazo, reprezentanca je pa samo še verjetno zraven omogočila še, ker status reprezentanta tudi v moškem nogometu pomeni takoj tržno vrednost precej drugačno kot za ostale. Kaj pa ostale igralke? Na kak način se večinoma prebijajo lahko v Evropo? Tu zdaj recimo imamo tudi en lep primer Lare, kot si rekel, Prašnikarjeve. Ona je obiskovala nogometni oddelek s fanti v Ljubljani, ker takrat za punce še ni bilo in je v bistvu takrat res izpopolnila svoje tehnično znanje, ki je res na visokem nivoju. Potem pa so to bili koraki, ne, izbrati pravi klub v tujini, ki vlaga, ki še vedno razvija mlado igralko. Ona je šla takrat v Turbine Potsdam, mislim, da. In potem je od tam, se pravi, igrala za drugo ekipo, vztrajala, delala, se izkazala, prihajala v prvo ekipo, dobila priložnosti, jih izkoriščala in se potem konec koncev zdaj je v Frankfurtu, mislim, da že drugo leto. In tam tudi zdaj praktično prihajajo na plan njene sposobnosti, njen karakter, ki mora biti izredno močan, da vse to pač lahko narediš. No, njena pot recimo je taka, imamo pa tudi primer zdaj igralk, ki so tudi v Potsdamu, Sara Agreš, prav tako prihaja iz celjskega konca, Adriana Mori. To so vse dekleta, To so vsa dekleta, ki so, oziroma Sara in pa Adriana sta obe obiskovali dekliški nogometni oddelek in so potem po končani srednji šoli odšla v pravi klub in se potem zdaj tam kalijo naprej. To so še vseeno mlada dekleta, ki To je še vse od 17 do 20 let, ko odhajajo? To so tam po srednji šoli, 18-19 let načeloma odhajajo. Lara mislim, da je šla malo prej. Ampak ja, po srednji šoli nekako je zdaj nekako trend, da naredijo srednjo šolo in da potem tiste ta boljše res grejo v tujino. Ampak se pravim, to se dogaja zadnjih 5 let. Prej se to ni dogajalo. Amerika je Dominika Čonč, Pamela Begić, obe dve, Lana Golob, se pravi, to so, Lana je še zdaj tam, to so vse punce, ki so praktično iz Amerike potem odšle, prihajale nazaj v slovenski prostor in potem prihajale v tujino, ne. Mogoče pa moramo počakati, da rečemo malo zamenjave generacij, da bojo te punce se mogoče na koncu kariere vrnale v Slovenijo, pa tukaj mogoče malo pomagale svojimi izkušnjami ali kot trenerke ali pa tudi če kot igralke dvignati ta nivo, pa malo promocijo povečati v bistvu, da bo potegnalo tudi druge igralke, ne. Mogoče to je ena od... Teh izkušenj zaenkrat zdaj še nimamo, ker vse te igralke, ki so sedaj v tujini, so še aktivne in ja, jaz mislim, da nekatere imajo tudi trenerske ambicije in sigurno neke igralske izkušnje na takem nivoju bi bile sigurno nek plus tudi za te igralke, potem, ki od zadaj prihajajo, bi jim te igralke zdaj aktivne lahko po mojem v tem pogledu veliko dale tudi konec koncev tega znanja ali pa izkušnje s terena. A lahko zdaj tu še jaz eno tako tvoje osebno pogled mogoče. Zdaj, govorili smo o teh ekstremno kvalitetnih igralkah, ki zdaj pač so šle v tujino. Nazadnje smo govorili zdaj o Nini, ki je šla v Rim, ne, igra zdaj, bo za Mourinha malo nastopala. Kako je pa tvoje mnenje, ko si rekla, da je Nina že lani igrala
člansko ligo prvakov, ne? To pomeni pri 17 letih. Ja. Kak je to v ženskem nogometu, ta preskok, da že toliko mlada igralka igra, se pravi pri 17, zdaj mi imamo nek ekstrem Šeškota v Salzburgu, ampak pri 17 še vseeno ni mogel konkurirati za prvo ekipo. Letos rečemo, da si je izboril, da je prvotimec. Kako gledati ti ali pa ne vem, strokovna služba ženskega, slovenskega, glede tega, ker te res dobre igralke so ponavadi pri 15, 16 že verjetno po hitrosti, moči in ostalih stvareh zelo konkurenčne ali pa dosti kvalitetne, da lahko igrajo člansko ligo. No, v naši članski ligi liga je zelo mlada. Naša članska liga je zelo mlada, povprečna starost, ne vem, če je 20 let. Zato tudi nimamo recimo mogoče lige U19, mogoče zdaj težava v sami Olimpiji, pa v Pomurju, še tam niti ne, z količino igralk, ampak ja, prvo je problem samega kadra, se pravi pomanjkanje kvalitetnega kadra je sigurno en izmed razlogov, da je tudi Nina zaigrala v tej ligi prvaki, ne. Definitivno je pa ona igralka, ki se je kalila v moških ekipah oziroma v fantovskih ekipah, je izredno fizično, ima fizične predispozicije, tudi višino, težo, se pravi vse skupaj je na nekem nivoju in vse skupaj to je omogočalo, da ona tam zaigra. Je pa dejstvo, da se je v določenih momentih videla ta mladost, neizkušenost, predvsem v samih zaključkih, v igri 1-1, ko je prihajala v priložnosti, pa mogoče ni zadela. In tu zdaj ta psihološki moment, kako ta igralka prenaša, ne, konec koncev take stvari in jih v sami tekmi poskuša nekako pozabiti. Jaz mislim, da to je zelo težko, ne, in je pa sigurno nek plus za njo, ne, da je to doživela, da je to lahko dala skozi za to, da je zdaj ona tam, kjer je. In jaz mislim, da ona bo zdaj v tujini spoznala še drugo plat nogometa, ne, kaj je potrebno, pa koliko je pa potrebno še več vložka, še več, bomo rekli, fajta na treningu, dajati v to, da si boljši kot pa ostali, ker tu je bila ona res dominantna in mogoče je to en tak plus za to, da bo lahko se nekako razvijala v tujini, v tisto pravo smerno. Drugače pa jaz sama, če bi imeli mi neko kvaliteto, ne, sama nisem za to, da igralke preskakujejo starostne selekcije, ne. Vseeno se mi zdi, da je toliko, v nogometu toliko vsega, da kar se je treba naučiti ali pa iti skozi neke stvari, da se mi zdi, da neko preskakovanje, ne vem, če dolgoročno obrodi sadove, no. Res so mogoče to izjeme, kot pa pravilo. Ja, mislim, da je bolj pomembno, da je to zelo načrtno narejeno pa usklajeno z strokovnim timom, ki bo pač igralko ali igralca pač potiskal. Jaz mislim, da je zelo podobna zgodba, lahko govorimo tudi pri članskem nogometu. Se pravi, da se igralcu predstavi ali igralki predstavi, na kakšen način, zakaj se nekaj počne. Mi tudi na teh izobraževanjih govorimo, da nekje motorične sposobnosti, vrh motoričnih sposobnosti igralci že dosegajo tam pri 21, 22 letih, a ne, vemo, da tudi Bolt je najboljše čase tekel pri 26 letih, zelo redki so tekmovalci, ki po motoriki lahko potem še napredujejo, ne. Je pa drugo dejstvo, da najboljši igralci v nogometu, pa tudi v ostalih tehničnih športih, ne, pa dosegajo svoj vrh tam okrog 29 leta, ko je pa zraven še en kup izkušenj, tehnično, taktično razumevanje, absolutno boljše še, ne. Jaz sem tu še vedno tako malo deljenega mnenja. Jaz mislim, da igralec, ki prerase sredino in potrebuje v neko konkurenco za to, da bo motiviran, bi moral napredovati, je pa res, ne, da je pa vedno tu nevarna igra, kaj bo to se zgodilo z načinom razmišljanja potem, ne. Ker zdaj jaz Nino sem imel ravno to srečo, da sem jo imel na šoli, pa sem jo učil, ne, tako da
Nina Kajzba je bila moja učenka, ekstremno motorične predispozicije ima punca res. Je pa verjetno tudi drugo dejstvo, da vprašanje, koliko bo pa igrala zdaj v Rimu za člansko moštvo, ne. Ne vem, nisem uspel govoriti z nikomer glede teh zadeve, me pa zanima. Jaz po eni strani bi absolutno privoščil, ker bi to bilo verjetno za njo na eni strani zelo dobro, bo pa prišla ali pa je prišla v precej večji klub, kjer pač mi ne bomo več govorili, da je na treningu samo 16 ali pa 14 igralk, tako kot se verjetno v marsikaterem klubu v Sloveniji dogaja, ne, ampak da bo zdaj tu 25 igralk pod profesionalno pogodbo. In kot kaže tudi kar nekaj teh mlajših igralk bo pod profesionalno pogodbo, kar pomeni, prideš čisto v nek drug svet, ne. Bomo pa mogoče enkrat povabili njo pa mogoče očeta, ki je, vem, da zelo prisoten v njenem nogometnem karieri, ne. Me zanima tudi, kako bo zdaj izgledala zadeva dol, ker vem, da pri fantih, pa mislim, da velja za cel šport, da mora zdaj do 18. leta nekdo od odraslih biti tudi v Italiji, ne. Vsaj včasih je bilo to pravilo, tako da mislim, da tudi to zdaj pomeni, da precej logistike iz strani doma, da bi mogoče predstavili tudi en tak del, ne. Kaj pomeni družinsko srečanje s profesionalnim športom v tujini, ko se more še starši marsičemu zraven odpovedati ali pa se odločiti, da bojo zapeljalo v drugo smer. Kako pa nam kaže za naprej, koliko imamo talentiranih mladih, bomo lahko še vedno pošiljali vsako leto 2-3 igralke v tujino, da bomo imeli pol tudi kvalitetno reprezentanco, ker pri nas tudi vidimo pri članskem reprezentanci, pri moški, iz slovenskega prostora praktično nihče ne konkurira za prvih 11, ne. Zelo podobna zgodba, verjetno bo v 2-3 sezonah potem tudi za ženski nogomet. Pa imamo pa vsaj odzadaj dosti nastavka za to, da bomo lahko jih pošiljali v tujino. Ja, zadaj imamo sigurno na generacijo po 2-3 dekleta, ki so dominantna, ki res izstopajo. Pa smo imeli že veliko takih primerov, pa se je potem vse skupaj podrlo zaradi preobremenjenosti, zaradi poškodb. Zdaj recimo, jaz imam 5 deklet v reprezentanci U19, ki bi bile drugače v prvi postavi nosilke poškodovanih, in to so poškodbe kolen. Pa so bile že tudi na pripravah zraven povabljene v A reprezentanco nekatere. Tu se zdaj zadeva lomi, ne. Pri 19 letih, pri 18-19 letih, to so, se mi zdi, da pri ženskah tista leta, ko nekako vidijo, ali bo lahko ali ne bojo mogle več, in marsikatera tukaj obupa. In tu se postavlja, tu postaja neka težava tega prehoda potem v same članice. Še vztrajati, ne vztrajati, bom dobila priložnost, ne bom dobila priložnosti. Imamo zdaj primer punce, ki je odšla igrati za albansko reprezentanco, ker pač tukaj ni nekako videla v prihodnosti oziroma v naslednjih 5 letih, da bo lahko zaigrala za člansko ekipo. Ampak se pravi, to je bila njena vizija, pač ona se je tako odločila. Imamo pa zadaj dekleta, ki jaz mislim, da bojo lahko tudi konkurirala v ženski A reprezentanci, tudi po rezultatih testiranja, po sami oceni igre. Tu je material, seveda pa ta dekleta rabijo veliko mednarodnih tekem, da potem vidijo konec koncev sploh, kje so. Ker tudi, ko smo se pogovarjali mogoče v Nini ali pa v marsikateri drugi, ne, ko ti priješ že v mlajših selekcijah, U17, U19, pa ko igraš z neko velesilo, z Nemčijo, Francijo, Nizozemsko, potem ti praktično vidiš, kje si, ne, da ti pa še mogoče kar precej manjka do nekega višjega nivoja, ne. In tiste punce, ki so prave. Zaostajamo mi zdaj za eno Nemčijo, koliko golov ponavadi odnesemo domov? Mislim, spet tu je odvisno od generacije do generacije, tu se res razlikuje, ampak se pravim, generacija 2000-2001, mi smo s Francijo igrali nič, ne, če bi dali gol, sicer smo se res branili, ampak
je bil to neko organizirano branjenje, ampak če bi dali gol, bi šle recimo punce med 8, ne, na evropsko prvenstvo, tako da imaš pa generacijo, ko niti ne prideš v drugi krog, tako da to je zelo, zelo delikatno vprašanje mogoče, ampak posamezna dekleta se pa mogoče po sami kvaliteti pa po znanju, tehničnem, taktičnem, nogometni inteligenci ne razlikujejo od vrstnic iz tujine. Je pa problem sestaviti ekipo, ne? To pa pač je problem. 20 ali pa vse 15 posameznic dati na kup, da bojo res neka kvalitetna ekipa, to pa je težava. To pa je velika težava, ne? Ena pa v nogometu pridemo sama, spet do številke, koliko jih Tako. imamo na razpolago. Ne? tako, ja. Ena sama Ampak- pač ne more enostavno nič. Ampak je zanimivo, da jaz, ko sem se deloval tudi v fantovskih teh reprezentancah od U15 do U19, moram reči, da pri U21 je mogoče nastal prvi problem šele, da imaš mogoče nekaj več kvalitete. Tam v spodaj pa si se ves čas spraševal, vse imaš občutek, da je ali tu nekje, a na koncu ti je manjkali 3 ali pa 4 kvalitetni igralci, ki bi zapolnili določene vrzeli. Ne? Tako da, zabavno. Nace, povej, dok si že tih. Ja, poslušam vaju, uživam v debati, ne, zraven pa skozi mozgam. To sem že prej eno, mogoče malo provokativno vprašanje, ali pa to me zelo zanima, ker vem, Igor, tudi ti si delal z žensko ekipo en čas, ne sicer v nogometu, ne, ampak v odbojki še prej. Pa me čist z tega vidika dinamike zanima, kako vidva to vidita, ne, da recimo moški vodi žensko ekipo oziroma da ženska vodi na drugi strani žensko ekipo, ker je vseeno, oziroma predvsem me zanima, recimo, Petra, ti verjetno nimaš izkušenj z vodenjem moške ekipe, a ne? Ne. Igor, ti imaš pa oboje, pa mogoče si sam videl te razlike, kakšna je ta dinamika znotraj neke ženske ekipe. V bistvu kakšna je tebe dinamika. zanima pregovor, ne, da moška ekipa, žensko ekipo pa treniraš ekipo posameznic, ali kak je, če to drži. Ja, lahko rečemo tudi nekaj takega. Petra, a misliš, da to drži? Ja, lej, težko rečem. Ne vem, če bi dala odgovor na to zdaj. Mislim, sigurno so razlike. Ja. Definitivno. Mislim, verjetno so. Zdaj Igor ima No, saj zaradi obe tega, jaz plati, jaz sem imam bolj- sam žensko. Sigurno, ko pa opazujem na zunaj, pa mogoče si rečem, ženski lahko kdaj več kaj reče, ne? Pa ne bo nekih zamera, ne? Se mi zdi, da moški, ko ženski nekaj reče, to je že A misliš, včasih da to delikatna dejansko, stvar. ker meni se pa zdi ravno obratno v nekaterih primerih, a ne, da ste ženske mogoče malo bolj, imate ne vem, odboj med sabo v nekih pogledih, medtem ko če je moški na drugi strani. Ne vem, je sicer zelo delikatno in normalno odvisno od sredine do sredine in od posameznika do posameznika. Pa tudi koncu od ravni tekmovanja, od stila vodenja, od starostne Sigurno, skupine, vse to mislim, da je treba pri tem upoštevati. Ne? Moje mnenje je, da predvsem je odvisno od načina dogovora, kako bo zadeva funkcionirala. Če pustiš zelo veliko stvari prostih in odprtih, ne, potem bo nastala težava. Glavna mogoče zadeva, ki bi jaz to rekel, je, da velja tako za moške kot za dekleta, je raven pripravljenost kondicijska. Slabši, ko so igralci ali igralke pripravljene, bolj so občutljive in teže prenašajo kritiko. Boljše, ko je kondicijska priprava, ob tem, da dodajaš potem tehnično-taktično znanje, da se nadgrajuje, pa razumevanje, lažje je. In potem, ker na koncu velja vedno enaka zadeva, ne? Ob porazih se bomo pač nekje prepirali, pa kazali s prstom en na drugega, kdo je kriv, ne? Ob zmagah se bomo pa zagotovo vsi poskušali čim bolj skupaj veseliti, ne? To sem že pred časom enemu prijatelju rekel, ne, da koliko je on srečen pa vesel, ko je ne vem kje pač bil, ne, pa sem rekel, ne, zdaj si srečen pa vesel, ko to meni razlagaš, ne, prej si pač bil samo hrepenel po tem, da bi še z nekom to delil. Ker delitev sreče, pač jaz lahko tudi rečem iz individualnega športa, ne, napram skupinskemu športu ni primerljivo, ne, ker dosežena točka, zadetek, koš, gol, karkoli pač je, ko se ti veseliš z nekom, se tvoje veselje res
multiplicira in menim, da to ni povezava z spolom. Mogoče res najbolj občutljivo sem jaz videl pač takrat, ko sem dekleta treniral, da je bil problem v sami kondicijski pripravi. To je občutljivo zelo veliko, ampak lahko rečemo tudi nace midva, da smo to pri fantih videla, ne, da ko je začetek priprav, je že skoraj tisto, ne, kriv prst, pa bomo jokali, pa vse nas boli, pa vse nas moti, pa ni trava v redu, pa ni žoga v redu, pa nič, ne. Ko si pa ti enkrat v neki formi, pa ko zadeve funkcionirajo, te pa skoraj nič več ne moti, no, ali pa je teh tudi konfliktov kar naenkrat izginejo nekje, no. Tako da je pa razlika zagotovo določena v komunikaciji ali pa ne vem, iz mojega vidika tudi ta fizičen stik, kako ti reagiraš, ampak te vidiki ljubosumja, ker se z enim več ukvarjaš, pa z drugim manj, pa enega forsiraš, pa drugega ne, to je pa vse povsod zelo podobno, se pravi, vidiki so zelo različni, bom tako rekel, no. Mogoče tu še mala razlika, ali pa ko jaz opažam, no, da ta skupinska dinamika, ne, da je pri puncah mogoče še bolj pomembna kot pri fantih. Se pravi, sama povezanost med članicami ekipe, da je izredno pomembna, ker če niso med sabo povezane, če so skregane med sabo, one to ne pozabijo 3 leta. Ampak to je problem, no, in po eni strani je to, po drugi strani pa se mi zdi, da ni toliko egoizma kot pri fantih. Se mi zdi, da fantje vseeno hočejo kaj po svoje narediti, naredijo. Po eni strani je to velik plus, ker pri puncah se včasih dogaja, da enostavno nimajo te kreativnosti, niso dovolj agresivne, zdaj govorimo o neki pozitivni agresivnosti, da bi nekaj same naredile, ne, samo čakajo, kaj boš rekel, in točno to naredijo, ne, se pravi, tega pa manjka, ampak če članice niso med sabo dobro povezane, če prihaja do trenj ali pa klik znotraj ekipe, pa to zna biti pri ženskah velik problem. Zelo velik. Pri moških je preprosto, dva se stolčeta, primerita svoje moči in potem lahko funkcionirata naprej. Ja. Jaz mislim, da je tu razlika. Se pravi, nekaj razlik v vsakem primeru. Sigurno, ja. Tudi to, ko smo se prej o hormonih pogovarjali, ne, raven testosterona precej diktira tudi raven agresivnosti in tudi smo moški zaradi višje ravni, to je pač znanstveno dokazano, ne, smo tudi bolj agresivni, pa prej mogoče odreagiramo na določene stvari agresivno, dočim pač tisto, kar je Petra prej rekla, dekleta mogoče malo bolj užaljeno, pa malo bolj, da zamerijo za neko obdobje, ne. Lahko tudi nekoliko daljše, Ja, res je. rečemo, ne. Tako No, da, zanimalo me predvsem z tega vidika, kar si prej omenila, da je recimo približno 50-50, koliko je moških trenerjev, koliko je ženskih trenerk. Je pa res, da ti, ko so, to, kar jaz poznam, recimo moške trenerje delajo večino časa z ženskimi ekipami, torej pomeni, da že poznajo to dinamiko in očitno se tudi dobro obnesejo tu in sigurno vsak ima svoj karakter in nekateri so bolj primerni za tak način dela, kot pa drugi. Vsak najde svoje. Ti vidim, da nisi imel še nobene ženske, ki bi jo kondicijsko pripravljal. Ne, res ne. No, tu imam jaz tudi srečo, ne, da sem pač z Dominiko bil dobre 2 leta kot nek svetovalec ali pa individualni trener še od takrat, ko je bila v Ameriki, ne. In vedno mi je bilo dobro, takrat, ko ona prišla z nami v fitness noter, pa si je bilo še, ne vem, 6-7 fantov, ker če pa lahko rečem, je pa to, ne poznam besede ne morem, ne. Ampak ti si imel res vzoren primer. Ja, se pravim, to je bilo tako, da ko je ona prišla, sem vedel, da trening bo funkcioniral, ker pol tudi noben drug ni upal reči, da ne more, ne. In pri njej je bilo vedno tako, ne, Dominika, dajmo 5 kila rajš dol, ne rabiš toliko, tako na tak način. Malo ročno držati, ne, za tega. Ja, tako, je bilo zabavno, moram reči, no, tako da. No, se z tega vidika je tudi zanimivo to, kar je Petra prej omenila, da ko se pa enkrat ustalijo te punce v pretežno moški ekipi,
pa lahko to celo ekipo naprej vleče, ne? Ker pol tudi fantje med sabo začnejo, ženska te je predriblala, pa so malo bolj napaljeni, mogoče zaradi tega, zdaj pa ne bom pustil. Tako da je lahko prav prijetna tak nek dodatek dinamike, no, se mi zdi. Ja, sej. To je isto, ko smo se prej za Nino pogovarjali na šoli, so se tudi vsi fantje tepli, da bo z njimi igrala, ne? Kaj boš, da je z njimi igrala ko proti njim, kaj noben ni mogel uloviti, veš. Nek zdrav odnos mora biti, ne, potem Tako da, ja, okej. Ja. Super. Dobro, jaz mislim, da smo generalno zajeli ta ženski nogomet, da bi še Petra ti kaj dodala, smo kaj bistvenega pozabili, da bi bilo treba omeniti. No. Pa ne, jaz mislim, da smo kar v globalu predstavili vse te stvari. Jaz upam, da bojo poslušalci ali slušatelji nekaj odnesli od tega, da bojo poslušali tudi tisti, ki mogoče ženskega nogometa niso toliko poznali in konec koncev videli, da ali pa ga spoznali v drugi luči in ga tudi začeli mogoče spodbujati, gledati. Predvsem to, naj si pogleda kako kvalitetno tekmo ženskega nogometa, pa bojo videli, da je stvar zelo gledljiva in da lahko zelo padeš noter in uživaš v tem. Pa tudi dekleta, da se malo mogoče grejo ven iz okov stereotipov in da si dovolijo, da jih ne ocenjuje javnost, pa da uživajo, če jim je pač nogomet užitek lahko. Ne. Točno to. Dobro. Petra, hvala lepa za tvoj čas, pa za vse, kar si delila z nami. Hvala vama za povabilo. Upam, da ti je dosti hitro minilo, da nisi bila napeta. Ful, zdaj pogledam na uro, ful. Tako da zdaj vem, zakaj tako hitro čas beži. Ja, točno to, tu čas drugače teče, to vsak reče. Tako da, super. Pa veliko sreče in uspeha naprej v vseh tekmovanjih, pa pri delu, pri razvoju ženskega nogometa, v kjer ga si zelo upeta. Hvala, se trudimo, enako tudi vama. Hvala. Nace, piskamo. Ja, piskamo. Odpiskali smo konec današnje epizode podcasta iz Centra v gol. Igor, Nace ter celotna ekipa oddaje iz Centra v gol se vam iz srca zahvaljujemo za poslušanje in za čas, ki ga preživljate v naši družbi. Brez vas ta oddaja zagotovo ne bi bila to, kar je. Vabimo vas k poslušanju vseh naslednjih oddaj, ki so dostopne na Spotifyju, Deezerju, Google Castu, Apple Podcastu, TuneIn, YouTube. Lahko pa pobrskate po svoji najljubši aplikaciji oziroma platformi, saj jih sproti še dodajamo. Če so vam oddaje všeč, vas vabimo in prosimo, da nas sledite in všečkate, saj s tem pripomorete k še kakovostnejšim vsebinam. In pa seveda, spremljate nas še naprej na Facebooku in Instagramu, kjer redno objavljamo izseke, novice in napovednike naslednjih gostov. Veseli bomo tudi vseh delitev te in ostalih oddaj in pa vaših komentarjev in povratnih informacij. Hvala vsem za podporo in se slišimo naslednji petek, do takrat pa uživajte in lep pozdrav vsem.